Umetnost dogovora ali umetnost takije? V kateri smo? Od lažnega in umetno ustvarjenega ogorčenja zaradi morskih flotil do lažnih okvirjev za miroljubne rešitve konflikta je Bližnji vzhod tudi ta teden v središču glavnih naslovov in dezinformacij. Vse to je zelo značilno za regijo, pa tudi za značaj mojstra umetnosti dogovarjanja. Pogledali bomo, kako je to povezano z muslimanskimi praznovanji Eid al-Fitr in Hadžem v Meko. To pa ne bi smelo biti presenečenje. Priča smo zelo prefinjeni, sodobni različici starodavne zgodbe Tisoč in ene noči. Ta zbirka starodavnih, bližnjevzhodnih zgodb, ki jih Zahod povezuje s hollywoodskimi in Disneyjevimi filmi, kot so Sinbad Mornar, Ali Baba in 40 razbojnikov, in ne pozabimo, Aladin. Izvirna zgodba je seveda veliko globja kot filmi. Tako kot junakinja prave zgodbe, Šeherezada, ki je spletla neskončno mrežo napetih zgodb, da bi odložila svojo usmrtitev. Počasi nas iz dneva v dan vleče iranski režim, pa tudi politični akteri na Zahodu. Vsak dan nam servirajo napeto zgodbo, s katero mediji radi krasijo svoje strani, pri tem pa svojo domišljijo presegajo resničnost. Mimogrede, v zanimivem naključju, ali pa tudi ne, se koledar popolnoma ujema z arabsko folkloro. 1001 noč od izbruha te vojne, 7. oktobra 2023, pade natanko na, boben prosim, 4. julija 2026, ameriški dan neodvisnosti. Samo zanimiva stranska opomba. Tako vsak dan prinese nov naslov, nov preobrat in še en napet zaključek. To je mojstrska politična prevara, ki zagotavlja, da je vaša pozornost usmerjena točno tja, kamor oni želijo, in daleč stran od tistega, kjer bi morala biti. Preden se lotimo resnejših novic, začnimo z velikim pomorskim spektaklom tedna – svetovno Samudovo flotiljo. Temu še nismo videli konca. Videli ste posnetke in slišali poročilo o flotiliji, ki naj bi prekinila obleganje, Selfie jahtni klub. Oni, skupaj z glavnimi mediji, bi vas radi prepričali, da gre za drzno, junaško potovanje z visokimi humanitarnimi vložki. Namesto tega smo dobili mojstrski prikaz performativnega aktivizma. Plavajoča karavana zahodnih vplivnežev, profesionalnih prevarantov in osebkov, ki me spominjajo na Ginijinega nasilnega, sluzastega radikalnega fanta iz Foresta Gumpa, vsi tesno natlačeni v čolne, obupano iščejoč popolno osvetlitev. To je ultimativni TikTok križarski pohod. Ti ljudje niso odpluli, da bi dostavili hrano ali zdravila. Sami to priznavajo in pravijo, da je njihov celoten namen izzvati Izrael. Ti aktivisti se pretvarjajo, da so sodobni pirati, ki se borijo proti sistemu, medtem ko v kuhinji srkajo ovseni late. Od dvoran Monte Cristo do barov Chipotle. Želijo si soočenja. Prosjačili so za soočenje. Ker je v gospodarstvu lažnega ogorčanja slika, na kateri izgledaš rahlo nejevoljen, vredna milijon všečkov. Zanimivo je, da je moja generacija imela tisto, kar so kasneje poimenovali jahtrok poznih 70. in 80. Tisti neverjetno gladki, preveč producirani žanr mehke rock glasbe, kjer je bila glasba popolnoma brez ostrine. Ampak se je vsa estetika vrtela okoli nošenja čevljev za na čoln, srkanja koktejlov in pretvarjanja, da odpluješ stran od svojih višje srednjerazrednih težav. No, čestitke generaciji Z in milenijskim vplivnežem, ki ste uradno izumili popolnoma nov žanr. Jahtni protest. Ne morem si pomagati, da ne bi pomislil na Christopherja Crossa, ko ga slišim peti o jadranju, medtem ko se ne zgodi prav nič pomembnega. A bi še bolj primerno, pesem What a Fool Believes skupine The Doobie Brothers, ki se trudijo poustvariti nekaj, kar še ni bilo ustvarjeno, in noben modrec nima moči, da bi to odmislil z razlagami. To je popolnoma enak občutek. To je razvodenel aktivizem za bogataško druščino iz prestižnih klubov. Je pretirano producirano popolnoma brezvreden spektakel, kjer je videz uglajen, a vsebina popolnoma prazna. Namesto igrane ritmične sekcije imaš usklajeno strategijo za družbena omrežja. Namesto gladkih vokalnih harmonij imaš usklajene, vnaprej natrenirane vzklike. Vsi so tam zunaj na Sredozemlju, se nežno zibljajo na valovih, pojejo svoje male protestne pesmi v popolni intonaciji in izgledajo kot reklama za trajnostno znamko lanenih oblačil. To je vrhunec radikalizma v slogu lahkotne glasbe. Želijo si vso estetiko revolucionarnih piratov, a z uglajenostjo in udobjem luksuznega križarjenja.
To je zelo izpiljana PR kampanja srednjega tempa za odraslo publiko. In sam, ker sem v preteklosti že srečal takšne levičarske aktiviste, sem prepričan še o eni njihovi značilnosti. In sicer, smrdijo. Vedno smo na vladnem tiskovnem uradu vedeli, kdaj je aktivist, ki se izdaja za novinarja, prišel po akreditacijo, ker smo jih dobesedno zavohali že na kilometer. In trdili so, da jim je mar za okolje. Ampak te ljudje še nikoli niso slišali za kopanje. Žal mi je policistov, ki so jih areterali. In čeprav je zabavno norčevati se iz teh protestov na jahtah, je resnica za tem potujočim cirkusom veliko bolj cinična. Gladek, prijeten videz izgine, ko pogledaš sled denarja in dejanske posledice na kopnem. Vsa ta zadeva je zelo usklajena. Diverzija, ki se predstavlja kot humanitarna pomoč. Organizatorji teh čolnov so skupine, ki jih mednarodne vlade izrecno sankcionirajo zaradi financiranja terorizma. Ameriško ministrstvo za finance je prejšnji teden uvedlo uradne sankcije proti ključnim organizatorjem flotile. Minister za finance Scott Bessent pa je operacijo označil za protestno fronto za terorizem. Preiskava ameriškega ministrstva za finance je razkrila, da so pod humanitarnim videzom sankcionirane teroristične skupine, vključno z mrežami povezanimi s Hamasom, ohranjale velik vpliv nad temi pomorskimi konvoji. Izkazalo se je, da njihov album protestov na jahti ni bil financiran s pomočjo množičnega financiranja. Podprli so ga korporativni sponzorji, ki bi jih našli naravnost v globalnem varnostnem poročilu. In komedije s to flotilo ni bilo konec na morju. Ko je izraelska mornarica predvidljivo prestregla floto in so udeležence pripeljali v Izrael, se je pravi šov šele začel. Ben Gvir. Utrpeli so prej nepredstavljive zločine proti človeštvu. Vztrajno vihtenje izraelske zastave ob poslušanju razdražljivega glasu Ben Gvirja, ki poje Am Israel Haj. Nažalost smo na tej točki ugotovili, da so imeli glave tako dolgo v svojih zadnicah, da so bili prikrajšani za kisik, kar je poškodovalo možganske funkcije in motilo njihovo kognitivno sposobnost. In to vidimo pri njihovem čudnem vedenju in kričanju bebavih sloganov. Mislili bi, da bi si po preživetju, za katerega trdijo, da je bila grozljiva geopolitična preizkušnja, želeli tiho odleteti domov. Namesto tega so ti aktivisti, ko so pristali na baskovskem ozemlju v Španiji, takoj s seboj prinesli ves ta cirkus. Letališki terminal se je spremenil v popoln pretep. Po poročanju lokalnih medijev so aktivisti in njihovi radikalni podporniki zavrnili umik s hodnikov letališča, predrli varnostne linije in aktivno protestirali pri vhodih za prihode. To je popoln vpogled v pravo naravo tega gibanja. Ne glede na to, ali blokirajo pomorske ladijske poti ali vrata za vkrcanje na letališču, cilj nikoli ni resnična pomoč. Cilj je kaos. Ena stvar, o kateri se ne morem šaliti ali v njej najti humorja, so gnusne trditve teh izprijencev, da naj bi bili spolno napadeni. Vemo, kako prezirljivi so, a to je diabolično dno. Vidiš jih, kako se smejijo in paradirajo naokoli, nato pa govorijo o tem, da so bili spolno napadeni. Oglej te nekdanje izraelske talce v oči in jim povej, da si bil napaden. Vsak od teh je delil svojo zgodbo o tem, kako so jih njihovi ugrabitelji iz Hamasa zlorabljali. In še bolj zlovešče, o tem, kako so jih družine, pri katerih so bili zaprti, vključno z ženskami in celo otroki, spolno zlorabljale prav vse. Prav tisti civilisti, ki jih imenujete nedolžni. In mnogi od teh iskalcev pozornosti zanikajo resnične grozote in namerno preusmerjajo odgovornost za spolne zločine zlobnega Hamasa na preživele zlorab in na Izrael. Misliš, da je bilo težko, ko je Ben Gvir mahal zastavo? Javnost v Izraelu ima dovolj tvojih norčij. Ta ženska tukaj in njena čustvena drama, zato bi moral obstajati Oskar za najboljšo igralsko predstavo. Res je čustveno gledati, kako udeležence na flotilah ugrabljajo, ker vsi skušamo dostaviti pomoč v Gazo. Tako sem sita gledanja dojenčkov in ljudi, ki danes umirajo. Ja, seveda. Ganila jo je grozna lakota. Res si želim pomagati, da se pomiri. In medtem, ko se beseda genocid še naprej pojavlja po levičarskih odmevnih komorah kot narkotiki, ki jih uporabljajo na čolnih, družbena omrežja Gaze predvajajo, vse razen genocida. Kot vidite tukaj na teh videoposnetkih in že velikokrat prej, na tisoče videoposnetkov naloženih neposredno iz Gaze, prikazuje sliko, ki nima nobene zveze z zahodnim narativom, ki svetu nenehno servira zgodbo o lakoti in genocidu. Poglejte, polne restauracije, nargila bare, ki so nabito polni, plaže, ki izgledajo kot francoska riviera,
Kavarne, ki so prepolne ljudi, dizajnerska oblačila, lepotni saloni, fitness dogodki. Kar nič ne kaže na množično stradanje, tako kot tek na 10 km, ki mu sledi zabava na plaži. In idioti resno trdijo, da ljudje padajo od lakote, medtem ko hkrati organizirajo množične športne dogodke in odpirajo nove zabaviščne lokale. Ne moreš razglasiti popolnega družbenega kolapsa, medtem ko so družbena omrežja preplavljena z videi glasbe, plaž, nakupovanja in zabav. Lakota, kričijo, nato pa ugotovijo, da je v resnici nikoli ni bilo. Stopimo zdaj iz jaht in stran od bedakov, ker se prava prevara ne dogaja na valovih. Dogaja se v diplomatskih sobanah Washingtona in Teherana. Nekaj dni so bili glavni mediji optimistični glede preboja. Povedali so nam, da sta predsednik Donald Trump in iranski režim na robu zgodovinskega mirovnega dogovora, ki bi končal vojno. Na novo podpisani memorandum o soglasju, začasni 60-dnevni okvir, so predstavljali kot velik dosežek. V tem sporazumu Iran začasno preda svoje visoko obogatene zaloge urana, Združene države pa odpravijo svojo uničujočo pomorsko blokado, medtem ko je strateško pomembna Hormuška ožina čudežno razminirana. Ponovno odprta, da bi preprečili, da bi svetovna energetska kriza izčrpala ameriške potrošnike na bencinskih črpalkah. Ko so dnevi minevali, je postajalo jasno, da to ni bila nobena čarovnija iz stekleničke, temveč učbeniški primer napetosti iz Šeherezadine zgodbe. To je lažen okvir, zasnovan za pridobivanje časa za dva režima, ki sta globoko razdeljena, v osnovi nezdružljiva in obupana, da preživita teden. V 24 urah je prišlo do velikega razkoraka med diplomatsko predstavo v Katarju in dejanskim stanjem na terenu. Medtem ko so bili pogajalci še vedno zaposleni s pisanjem sporočil za javnost, je centralno poveljstvo ZDA izvedlo močne, kinetične obrambne napade v južnem Iranu. Pentagon je izjavil, da so prestrezali neposredne grožnje, pri tem pa so posebej ciljali iranska izstrelišča raket in hitre napadalne čolne, ki so jih ujeli pri poskusu polaganja novih min v Hormuški ožini, tistih, o katerih so pravkar potekala pogajanja. Za Iran je premirje priložnost, da izboljša svoj položaj in krši dogovor, saj se pogoji nanje nikoli ne uporabljajo. Ker mi nič drugače kot pri njihovih proksijih, kot sta Hamas v Gazi in Hezbolah v Libanonu, ki, tako kot že leta, tudi zdaj kršijo premirje z naključnimi napadi na naše vojake in obstreljevanjem civilnih lokacij v Izraelu. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu je odredil močne napade proti Hezbolahu. V zadnjih kaj dneh je Izrael uporabil več kot 85 kosov streliva za uničenje več kot 70 infrastrukturnih objektov Hezbolaha po celotnem Libanonu ter uničil skladišča orožja in poveljniška središča v mestu Tir. O tem govorim v drugem podkastu z nekdanjo podkastarko JNS in trenutno svetovalko za mednarodne zadeve predsednika vlade Netanjahuja, našo Caroline Glick. Libanon trenutno deluje kot iranska kolonija, saj prebivalci Libanona nimajo besede pri tem, ali Hezbolah napade ali ne, ker so preprosto premočni. In zato, veste, če želite doseči mir z Libanonom, lahko o tem govorimo, ampak najprej se mora nekaj zgoditi, in to je, da mora biti Hezbolah uničen. In ne moremo imeti takšnih neposrednih, grozečih in naraščajočih groženj naši nacionalni varnosti strani Hezbolaha. In to je res bistvo za nas. Torej, kar vidimo je, da poskušajo narediti nekaj nemogočega. To je dogovor za več sestankov. 60-dnevni premor predstavljen kot globalno odrešenje, medtem ko se boji nadaljujejo. Resnica je, da v resnici ne vemo, kaj je podpisano na tistem kosu papirja v Katarju. Ne poznamo vseh podrobnosti tega ameriško-iranskega okvira. Trenutno vsaka stran agresivno razkriva tisto, kar služi njihovim lastnim interesom. Če smo se do zdaj kaj naučili, je to, da so naslovi prvi dan popolnoma drugačni od resničnosti 10. dan. Na prvi pogled res izgleda kot velika ameriška popustitev. Videti je kot umik. Toda preden vas zagrabi panika, moramo na to situacijo pogledati s hladnim, preračunanim realizmom. Poglejmo si nekaj osnovnih pravil, da ocenimo, kaj se tukaj v resnici dogaja. Najprej se spomnite pravila 80:20, ko gre za Donalda Trumpa. Zadnje leto in pol je Donald Trump dokazal, da je strukturno usklajen z Izraelom, dokler to neposredno ne ogroža ameriške prioritete. V 80% primerov smo popolnoma usklajeni. V 20% primerov pa se ne strinjamo. Izrael je skoraj vedno ohranil neodvisno svobodo delovanja. Trump se ne ukvarja z vsako podrobnostjo, postavi široke okvire. Drugič, vprašajte se, ali je ta dogovor strateški ali taktičen.
Ali Trump dejansko daje Iranu trajno geopolitično zmago? Ali pa samo podaljšuje časovni okvir? Ta 60-dnevni okvir bolj izgleda kot taktični varnostni ventil za svetovno gospodarstvo. Kupuje si čas, pusti trgu, da zadiha in noče dovoliti, da bi bila polovica sveta talec, medtem ko se pripravlja na veliko težja pogajanja v prihodnosti. Trump je moški, katerega ves imidž temelji na tem, da je neusmiljen alfa pogajalec. Hoče voditi svet, ne pa biti zapomnjen kot voditelj, ki je pokleknil pred skupino radikalnih klerikov v Teheranu. Javno je postavil trdne meje. Brez jedrskega Irana, brez groženj z balističnimi raketami sosedom, brez financiranja kanalov financiranja Hamasa, Hezbolaha in Hutijev. Začasna prekinitev za rešitev energetske krize ne pomeni, da zavrača lastno strategijo. Izrael je v Libanonu plačeval resnično ceno. Cena našega partnerstva za ZDA je bila odložitev odločilnega soočenja s Hezbolahom. In prav tako, kot je bilo s Hamasom, ko je Washington vztrajal pri diplomatskem preizkusnem obdobju, smo to storili. Toda, ko Hamas ni hotel odložiti orožja in je diplomatska pot propadla, točno tako, kot je bilo pričakovano, so se ZDA umaknile in dale Izraelu popolno podporo, da dokonča delo. Torej je cilj zdaj zagotoviti, da se precedens iz Gaze uporabi tudi za Libanon. Premikamo se skozi ta 60-dnevni scenarij ali karkoli se že zgodi, pustimo, da se svetovni trgi umirijo in zagotovimo jamstvo, da bo v trenutku, ko Hezbolah krši pogoje, Izrael odstranil omejitve in dokončal nalogo. Potem je tu še tretja ključna točka, ki so jo mnogi spregledali. Kdo je v resnici v ozadju zahteval izredno prekinitev? Zanesljiva poročila kažejo, da sta bila Saudska Arabija in zalivske države tisti, ki sta pristopili k Donaldu Trumpu in ga prosili, naj takoj ravna zadržano ter zadrži kakršnokoli veliko vojaško stopnjevanje z Iranom. Moje ugibanje, zakaj se je to zgodilo, je, da ni treba iskati dlje od koledarja. In ne mislim na svetovno prvenstvo, Trumpov rojstni dan ali celo 250. obletnico ZDA. Trenutno smo sredi hadža, ki mu takoj sledi Eid al-Adha, veliki muslimanski prazniki. Skoraj 2 milijona muslimanskih romarjev iz vseh koncev sveta se aktivno zgrinja v Meko. Za Saudsko Arabijo je to najbolj logistično občutljivo in versko sveto obdobje v celem letu. In popolna vojna, ki bi izbruhnila prav zdaj, z zelo resnično grožnjo, da bi iranske proksi milice sprožili povračilne drone po vsej regiji, polni milijonov civilnih romarjev, bi bila popolna katastrofa za Rijad. Tako Trump odgovarja na neposreden klic na pomoč ključnih arabskih zaveznikov. Daje jim stabilnost, ki jo nujno potrebujejo za preživetje svetega meseca, ščiti svetovni energetski transport in si pridobiva ogromno diplomatske naklonjenosti pri zalivskih državah. In to naklonjenost bo nedvomno izkoristil takoj, ko se prazniki končajo in se začnejo resnična pogajanja. In zato ta teden slišimo vse te pogovore o Abrahamovih sporazumih. In zdaj k drugim novicam. Hamas je ta teden v Gazi imenoval novega poveljnika svojega vojaškega krila, potem ko je bil prejšnji vodja, Iz al-Din kakorkoli mu je bilo ime, ubit prejšnji teden. Novi vodja, Mohamed Udeh, ki velja za enega izmed glavnih načrtovalcev napada na Izrael 7. oktobra, je nastopil funkcijo v nedeljo. In NATO je bil uradno upokojen v torek, saj ga je Izrael poslal uživat posmrtno življenje z 72 kozami. Poročila iz Gaze prav tako trdijo, da je Izrael ubil mednarodnega nogometnega pomočnika sodnika Mohameda Samija Hatuba. No, morda nam dve njegovi odločitvi na igrišču nista bili všeč, a to še ni razlog, da ga odstranijo. Dejno, to je le igra. Toda potem je islamski džihad objavil ta in memoriam za Hatuba in zelo jasno navedel, da je poveljnik v teroristični organizaciji. Kako pogosto slišimo, da je Izrael odstranil nedolžne strokovnjake, novinarje, zdravnike, športnike, nato pa kasneje izvemo, da so bili v resnici profesionalni teroristi in da jih žalujejo prav teroristične organizacije. Mediji tega ne omenjajo. In to je zelo podobno temu, kako poročajo o stvareh tukaj v Izraelu. O tem poročajo, ko Jud tukaj v Izraelu napade krščanskega duhovnika ali Nuno. To takoj pride na naslovnice in tako tudi mora biti. To se širi prek družbenih omrežij in povzroča veliko zaničevanja in jeze. Običajno se posplošuje in predstavlja kot obtožba vseh Judov in vseh Izraelcev. Koliko od vas pa je že slišalo za Johna Williama Kakisha, kristjana, ki živi v krščanski četrti v jeruzalemskem starem mestu?
Kakiš je bil izpuščen iz zapora prejšnji četrtek, potem ko je odslužil 11-letno kazen, ki mu je bila izrečena zaradi napada z nožem v bližini Damaskovih Vrat v Starem mestu, kjer je napadel 2 verna judovska študenta, ki sta bila hudo ranjena. Bistvo tukaj je, da so v vsaki družbi odklonski posamezniki, ne glede na to, ali so Judje, kristjani ali muslimani. In izpostavljanje Judov in Izraela strani medijev ni namenjeno temu, da bi vas obveščali, ampak da ustvarijo vtis in usilijo politično pripoved, za katero želijo, da mislite, da je resničnost. Stvari tukaj niso nikoli tako preproste. Upam, da sem vam dal nekaj vpogleda v tukajšnje razmere. Sem Daniel Seaman. Pridružite se mi spet naslednji teden v oddaji Straight Up, tukaj iz studijev JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.